Glavni pokrovitelj oddaje je Lumar. Dober dan in prijazen junijski pozdrav v naši oddaji za zdravje. Danes jo začenjamo z zelo zanimivo temo, o kateri bi lahko govorili celo oddajo. Ampak Jelena Dimitrijevič nam zna tudi na kratko pojasniti, zakaj je dobro, če uživamo čim manj glutena. Jelena, gluten, kaj je sploh gluten? Gluten je v bistvu beljakovina, ki jo najdemo v različnih žitih. Ponavadi govorimo o tem problematičnem glutenu, ki se nahaja v pšenici. V to sodi tudi pira, kamut, enozrnica, tudi tista starodavna žita, ki so tudi pšenica, ampak so manj komplicirani, manj problematični recimo za uživanje. Ponavadi govorimo o gliadinu, to je ta posebna beljakovina v samem glutenu. Potem govorimo o pšenici, kar se tiče recimo ječmen vsebuje hordein, rž sekalin, ovas pa avenin. Tudi ovas je za marsikoga tudi problematičen, posebej, če je taka res intenzivna občutljivost na gluten ali celiakija. In zakaj nam gluten povzroča težave? Predvsem zaradi tega, ker ga preveč uporabljamo. To ni več isto žito, pšenica konkretno, kot je bila nekoč, je hibrid, ki vsebuje zelo veliko glutena, pa tudi pojemo veliko glutena, ki se ga sploh ne zavedamo. Recimo v kakšnih predelanih živilih, ki jih užijamo, kupujemo, pa pol ne gledamo, kakšna je sestava. Tudi recimo v otroški hrani je povsod, tudi v zdravilih je, v kakšnih piškotih, testeninah in tako naprej. Ampak največji problem v bistvu je ta reakcija našega telesa na sam gluten, ker je to beljakovina, ki jo naše telo zelo težko predeluje. Ustvari se sindrom prepustnega črevesja, kar povzroči dodatne poškodbe v telesu, dodatna vnetja, ker pol tu nepredelani delci hrane pridejo v kri, različne bakterije, virusi, glivice in se stvari zelo zakomplicirajo. To so tudi že simptomi, mogoče lahko zdaj poveva, kako se da pomagati. Ja, velikokrat se zgodi, da sploh niti ni takih klasičnih simptomov. V teh primerih je veliko težje ugotoviti, če imamo težave, ampak ponavadi so kakšne prebavne težave, recimo napihnjenost, vetrovi, driske, zaprtje, utrujenost, slabša koncentracija. Pri otrocih, recimo, ki so nagnjeni k temu, da zbolijo za celiakijo, ki je avtoimuna bolezen, v bistvu zaostaja v razvoju in fizičnem in psihičnem. Lahko je tudi povezava recimo gluten pa diabetes tipa 2, težave s ščitnico, lupus. Ampak če izločimo gluten iz hrane, se počasi vse to lepo sanira. Ja, seveda, to je ena prednost. Marsikdo se tudi sprašuje, če bom zdaj izločil gluten, kaj pa bom jedel, ampak je veliko izbire danes, to res ni tak problem, zaradi tega, ker če izločimo glutenska žita, ki so lahko problematična, so pšenica, ječmen, rž, ovas, potem nam ostane še veliko drugih žit, recimo kvinoja, amarant, proso, ajda, riž, tako da izbira, kar se samih žit tiče, res velika. Hkrati pa moramo res paziti, da zaužijemo zadostno količino kakovostnih živil, veliko zelenjave. Zdaj, če so težave s prebavo, ponavadi tako uživamo pol bolj kuhano hrano, ampak če lahko tudi užijemo sveže, odlično. Sadje, pa tudi na splošno kakovostna živila, ki niso industrijsko predelana, moramo res paziti tudi, kaj piše na samih deklaracijah, da slučajno ne pride v naše telo ena določena količina glutena, ki je lahko za nas problematična. Lahko pa si seveda pomagamo s prebavnimi encimi, ki bojo lažje razgradili tudi ta gluten, ki pride v naše telo. Potem recimo probiotična kura je zelo pomembna, da tudi na tak način regeneriramo naše črevesje. Kakšna aloe vera, uporaba začimb, ki spodbujajo tudi delovanje imunskega sistema, zmanjšuje vnetja, kot recimo kurkuma, dobro znana, ingver, cimet, kardamom, janež, koromač in tako naprej. Tako da je veliko stvari, ki jih lahko v tem primeru uporabljamo. Seveda pa v vsakem primeru, tudi če nimamo take občutljivosti, je dobro, da zmanjšamo uporabo ali živil ali samih žit, ki vsebujejo gluten, da ne pretiravamo s tem, ker naše telo resnično ni tako idealno ustvarjeno, da do konca predela samo to beljakovino.